To je eden izmed delovnih sklopov čezmejnega projekta Eduka 2 o čezmejnem upravljanju izobraževanja. Ta projekt Eduka 2, kot ste že slišali, je druga izvedba. V programskem obdobju 2007-2013 smo imeli pa Eduko, vzgajati k različnosti, in iz te pozitivne izkušnje se je potem razvil še ta drugi Eduka 2. Torej je eden izmed delovnih sklopov, drugi sklopi se podrobneje ukvarjajo z jezikom, tako slovenskim kot italijanskim, in tudi o literaturi, in en tretji sklop pa o tem priznavanju obojestranskem priznavanju univerzitetnih naslovov. Torej, ta zamisel čezmejnih razredov, kot sem povedala, je izhajala prav iz te pozitivne izkušnje prvega Eduka. Takrat smo oblikovali čezmejne delovne skupine učiteljev na 2 stopnjah, tako na recimo druga triada, učitelji druge triade in pa tretje triade, to se pravi osnovne šole in prvostopenjske srednje šole v Italiji. In ta pozitivna izkušnja se nam je zdelo primerno, da te oblike sodelovanja prenesemo med navednicami tudi na učence. In to se nam je zdel en taki pozitiven izziv, da bi nadaljevali to čezmejno sodelovanje. Ta ideja je nastala tudi iz prepričanja, da ko govorimo o čezmejnem sodelovanju, prvi korak je prav to, da se spoznamo, da spoznamo okolje, v katerem bodisi šola deluje, v katerem otroci živijo, doraščajo, in tudi je to spoznavanje prostora tudi eno izmed prioritet tudi šole same. Še en tretji vidik, in sicer razmišljali smo, da pač spoznavanje prostora je tudi tisti prvi korak, da potem se lahko razvija tudi druge dejavnosti, cilj katerih je prav ovrednotenje teh značilnosti tega prostora, in na tak način se tudi učenci zavejo, da je pač to tudi potrebno. Torej, cilj tega delovnega sklopa, če govorimo o projektu, je oblikovanje enih učnih enot. Izhajali smo namreč iz ugotovitve, da tega sodelovanja na področju izobraževanja je vsekakor še premalo, sodelovanja šol bodisi z istim kot z različnim učnim jezikom v tem čezmejnem prostoru, in zato smo razmišljali, da to sodelovanje lahko nadaljuje, se lahko udejanja konkretno prav pri oblikovanju njenih skupnih učnih enot, ene učne enote, ki lahko so skupne šolam, ki delujejo v okviru različnih skupnosti, manjšinskih, večinskih, šole, ki poučujejo v različnih tudi učnih jezikih. Kot vidite, tukaj je seznam šol, torej smo povezali v mrežo šole z različnim učnim jezikom, slovenskim, italijanskim, tako v Sloveniji kot v Italiji. To so šole, v katerih otroci se izobražujejo lahko v jeziku, ki ni njihov materni jezik, lahko pa se izobražujejo v jeziku, ki je njihov materni jezik. Imamo tudi primere v tej populaciji vpisanih v te šole, tudi primere priseljenih, otroci, ki so iz priseljenih družin, to se pomeni, da se učijo v enem jeziku, ki je povsem tuj, in tako da je ta slika teh učencev, ki smo jih pač povezali in združili v te čezmejne razrede, izredno raznolika in pestra. Najprej smo oblikovali 2 delovni skupini,
To se pravi, eno skupino so sestavljali oziroma sestavljajo učitelji 4. in 5. razredov osnovnih šol v Italiji, v Sloveniji, slovenskim in italijanskim učnim jezikom, drugo skupino pa učitelji predzadnjih in zadnjih razredov osnovnih šol v Sloveniji oziroma prvostopenjskih srednjih šol v Italiji. Pri delavnicah, pri teh dejavnostih, ki smo jih razvili v okviru teh čezmejnih razredov, kot vidite, je pri prvi skupini sodelovalo 99 učencev, 7 učiteljev in koordinatorka, v drugi skupini, v tem primeru koordinatorka je bila Barbara Baloh, v drugi skupini pa 73 učencev, 6 učiteljev in pa koordinirala to skupino pa sem podpisana. Načrtovali smo različne dejavnosti v okviru teh čezmejnih razredov in smo izhajali pri načrtovanju teh dejavnosti iz nekaterih predpostavk, ki hkrati so potem bili tudi cilji, in sicer, da hoteli smo, da se ti učenci srečajo, tudi prav fizično, da se spoznajo, tudi učitelji, da navežejo bodisi take vezi, ki omogočajo tudi eno soočanje izkušenj na področju izobraževanja in da razvijajo tudi medosebne odnose. Izhajali smo tudi iz predpostavke, da začnemo prav pri spoznavanju prostora, zaradi tega, ker poznavanje prostora omogoča učencem, da se čim boljše vključijo v ta prostor, da ga spoznajo, da se čim boljše počutijo in živijo v tem prostoru. Pri naših dejavnostih smo tudi ciljali na to, da pri izvajanju določenih dejavnosti učenci postopoma razvijajo to podobo tega čezmejnega prostora kot eno celovito in enovito geografsko enoto. Da ta območja, ki čeprav so periferna, ker so periferna v posamezni državi, ampak ta območja, če jih damo skupaj, tvorijo eno enoto, ki se nahaja tudi v središču Evrope. Še zadnji vidik, to spoznanje teh značilnosti, ki po svoje so tudi edinstvene značilnosti na področju jezika, kulture, narave, zgodovinskih znamenitosti, te značilnosti je dobro, da učenci poznajo potrebo, da jih je treba pač ovrednotiti in zaščititi in tudi jih posredovati. Kako smo se organizirali? Torej smo se organizirali tako, da smo najprej pripravili, oziroma učitelji so pripravili gradivo, da smo izpeljali nekatere delavnice skupaj z učenci, in sicer v 2 urbanih območjih, to se pravi Milje in Koper, v 2 pa takih bolj naravnih okolij, in to so Soline, Strunjanske, Soline, in pa v krajinskem parku Beka. Gradivo so tako učitelji kot učenci pripravili za delavnice, med delavnicami in tudi v nekaterih primerih tudi po delavnicah, tako da je bilo še kar gradiva. Vse to gradivo smo potem analizirali, dodelali, dopolnili, obogatili in iz tega gradiva bomo izoblikovali za obe stopnji šolanja 3 učne enote. Tukaj so nekateri primeri teh delavnic. Najprej smo bili v Kopru, gostili so nas učenci osnovne šole Koper. Kot vidite, so vodili ogled Kopra, potem so morali tudi, najprej smo začeli, kot vidite, z igro, tukaj kot mi danes. Potem pa je bil predviden ogled Kopra. Učenci, ki so gostili učence iz šol iz Italije, so vodili ta ogled. Pripravili so tudi delovne liste, ki potem so morali učenci izpolniti. Druga taka etapa, to je veljalo za obe stopnji šolanja, to se pravi za 4. in 5. razrede in pa zadnje razrede. Druga etapa je bila Milje.
tukaj tudi in na isti način so milski in šentjakobski učenci v naši skupini, v vaši, mislim, Milčani, ne, so vodili, in Katinara, ja, so vodili ogled Milj, tukaj smo imeli tudi možnost sprejema, pač nas so sprejeli na županstvu, so morali tudi v tem primeru izpolniti nedelovne liste in potem je tudi potekal lov na zaklad, tudi vi ste imeli, ne, lov na zaklad. Tukaj pa je tretja delavnica, tukaj so starejši učenci, imeli smo, oziroma pomagala nam je geografinja društva Limes, ne, Tadeja, ki nam je obrazložila značilnosti tega parka, tudi v tem primeru so skupine učencev morali izpolniti delovne liste, dež je tudi malo nagajal, imeli smo potem tudi predavanje profesorja Massima o utrdbah, ne, utrdbah, kako zdaj z novimi tehnikami se pride do spoznanja, do odkrivanja teh novih utrdb, ki so že recimo pod zemljo, ne, so že pokrite, ampak se z novimi tehnikami se jih da ponovno odkrivati. Tukaj pa so strunjanske soline, tu so bili mlajši, kot vidite so zbirali rastline, so potem imeli tudi oni učne ure in ne, še kaj, ja? Ste imeli še kaj posebnega? Ne. Tako. Torej, vsega tega gradiva, kot vidite, je bilo precej, torej bomo, kot sem že prepovedala, oblikovali te dvojezične interdisciplinarne učne enote in si tudi prizadevamo, ampak to je kar v teku, da bomo izdelali eno dvojezično interdisciplinarno didaktično igro, ki pa bo v obliki digitalne pešpoti ali kaj podobnega na vsak način. In ta pešpot naj bi bila ta, recimo, ne, preko Strunjana, pa Koper, pa Milje, pa od Cizlja Klanec, ki se jo lahko prehodi na različne načine, z enim koncem ali z drugega konca. In tako, da bi lahko je igra, ampak je lahko tudi, vsaj v našem primeru, je precej didaktični pripomoček, ker ni tako enostavna, ampak tako, da vse to, kar recimo si lahko učenci pridobijo z ogledom teh urbanih območij pa teh naravnih značilnosti, potem s to igro pa še dodatno utrdijo ali pa preverjajo, koliko so od tega odnesli, koliko so se od tega še naučili. Tako. Hvala za pozornost.